Ko je 20 sekund pred koncem srečanja postalo jasno, da bodo Izolani zadnjo tekmo sezone v domači dvorani na Kranjški ulici izgubili, so na sceno stopili Ribari. Že tako glasni in zvesti navijači so prižgali nekaj bakel in s petjem ter navijanjem pričarali vzdušje, kakršnega bi lahko pričakovali od temperamentnih grških ali turških športnih privržencev. Ribari so dokazali, da se po navijanju lahko kosajo tudi z njimi in da živijo za Izolo, izolski šport in športnike. To smo bili dolžni našim navijačem, je bilo že vse zmenjeno. Škoda, da ni bila ta pika na i, da bi še zmagali, da bi jim dali to zmago, ampak dobro, vseeno. To je v bistvu bilo za celo sezono. Zaključek, Ribari so bili enkratni čez celo sezono in so si zaslužili danes tudi to svojo koreografijo na koncu. Dolžni smo dobili še te 2 točke, zmago za na koncu. Žal ni uspelo. Da gre za prispevek k izolskemu športu, so razumeli tudi uradni predstavniki rokometne zveze, sodnika in delegat. Tekme niso prekinili. Z zanimanjem so spremljali dogajanja na tribuni in ko se je dim razkadil, so dali znak za nadaljevanje srečanja. To je bilo vseskozi izenačeno, na koncu pa so zmagali gostje iz Sevnice, ki so v vsakem polčasu dali po en gol več od domačinov in na koncu slavili z 32-34. Kljub porazu pa se je zdelo, da so tekmo dobili Izolani. Ja, res navijači so fenomenalni, podpirajo nas v dobrem in v slabem, bom rekel. Žal nismo zmagali, vsi smo si želeli tega, ampak nikakor nismo mogli razviti neke igre, očitno nismo imeli svojega dne danes. Vsekakor je to ena najtežje osvojljivih trdnjav v Sloveniji in jaz sem prav ponosen na ekipo, da smo uspeli v Izoli zmagati. Mislim, da že lep čas noben tukaj ni dobil tekme in zato smo še toliko bolj veseli. Nam pa ta zmaga pač pomeni nekaj zadovoljstva na koncu sezone. Danes predvsem naša obramba ni bila na nivoju in zaradi tega tudi golmani niso mogli pobraniti toliko žog in smo imeli precej težav z napadom, ker nismo prišli do lahkih golov. Sevničani so tako prekinili izolski niz tekem brez porazov, ki je trajal 6 krogov. Organizator igre Smolnik pa bo sedaj prekinil z nošenjem brade. To sem nekako se zaobljubil, da dokler ne zgubimo tekme, se ne obrijem in evo, danes smo zgubili. Rokometaši Izole, ki so si že pred to tekmo zaslužili obstanek v ligi in s tem izpolnili cilje, ki so si jih zastavili pred sezono, bodo že v sredo odšli v Ormož. V primeru zmage in ugodnega razpleta na tekmi Ivančna Gorica-Sevnica, ki bo v petek, se lahko zavihtijo tudi na končno 8. mesto in tako presežejo pričakovanja in postavijo dobro izhodišče za naslednjo sezono. Ta pa bo, sodeč po dogajanju na rokometni sceni v Istri, tudi za Izolane še kako zanimiva.